Okay. Moj današnji gost je Tone Pugl. On, za razliko od vseh ostalih mojih gostov, do zdaj ni moj naročnik, njemu še nisem hiše risal, oziroma moj verjetno tudi nikoli nam. Ampak je pa kljub temu zelo povezan z veliko mojimi hišami. Pravzaprav, če se ne motim, poleg mene je on človek, ki je imel prste zraven pri največ mojih hišah od vseh ljudi. Tone je soustanovitelj, lastnik in duhovni vodja in direktor Gnezda, ki se ukvarja z naravnimi materiali, od ilovnatih ometov, konopline, izolacije, raznih takih stvari, bova več o tem kaj pol rekla. Tako da, Tone, zelo dobrodošel. Sem ful vesel, da so se končno dobila. Ja, jaz tudi, ja. Ja, da mi nisi še enkrat zbolel. Ja, dosti enkrat. Ja. Zdaj, tako, ko si me prej vprašal, če sem si zamislil strukturo, jasno, jaz imam zelo točno strukturo na sekunde, ampak preden začneva strukturo, me zanima, ti, kolikrat sta vidva zdaj že ženo prespala v tisti vajni jurti? Wow. Ja, jurto ima zdaj že 14 let, ne? Tako da v bistvu, če računamo, da so vsak drug vikend nekje, oziroma nekje, da so pač vsak drug vikend v jurti, pa 14 let, pa zračunaj, ne? To je ogromkrat, ne? Ja, to je pa res. Jaz sem mislil, da boš tako rekel, ne vem, 10, 15, ne, se pravi, to resno vidva tam živita dol, čez vikende. To je bil tak premislek, ne? Se pravi, želela sva si biti blizu narave, pač čez vikende, ne, pač jeti nekam v naravo, tam pač preživljati prosti čas, ne. In sem se jaz vprašal zdaj, jaz kot gradbenik vem, kaj se zgodi, ko pač pridemo ljudje nekam v naravo, pa si nekaj zamislimo, ne, in potem seveda, ne glede na to, koliko smo ekološki, pa koliko smo taki, seveda tam pustimo svoj odtis, ne. In ponovadi je ta odtis večji ali pa manjši. In sem pa premišljal, kje bi bila kakšna alternativa, ne, pa sem šel šotor, ne. Šotor je pa res, ga postaviš pa podreš, pa se nič ne pozna, ne. No in najprej sem imela eno leto ta indijanski tipi, ne. A res? Ja, indijanski tipi. Prav original? Original, ja. Original indijanski tipi? Ja. Koliko ima to premera? Ta je bil v bistvu 6-metrski, ne, kar pomeni, ja, 6 metrov premera spodaj, ampak tipi se dosti hitro zoža, tako zelo, ne. No in sem ugotovila, da pač v tipiju ne moreš normalno nekako živeti, zato ker noter pač imaš odprt ogenj, ves smrdiš po dimu, če je dež, ti skozi sredino noter voda teče, ali pa imaš full kurt ogenj, da pač to izpareva tam nekje na sredi tipija. No, glavno pa sem pa jaz... ker ima luknjo na vrhu zgoraj ima luknjo zaradi ognja, zaradi teh palc posega, ne, in tam noter dež teče, če ne kureš ognja, ne. Seveda, če je to poletje, pa je full toplo, ne, pa ti not ogenj kureš, tako, no, ni glih čisto, je tako neka, bi rekel, res šotor, ne. No, pa sem pa v bistvu odkril pa te Mongole, pa njihove jurte, ne. To je pa v bistvu neki tako ful neštudirana, tehnološko neštudirana stvar, ne. Se pravi, neka stvar, nek šotor, ki Mongolom omogoča, da se selijo pogosto, ne, da ga v bistvu pripeljajo z, ne vem, 8 konji, ne, recimo celo jurto pripeljajo. Nimajo lesa, ne, Mongolija je dosti taka pusta, pa to, ne, tako da so se mogli ful znajti z temi lesenimi deli, ne, seveda je moglo biti vse sestavljivo in so res naštudirali take v bistvu harmonika stene, z čist tenkih palčk, streha iz čist tenkih okroglih palčk, in tako da je v bistvu vsega skupaj 281 palc v jurti, ne. In to vse spojeno z črevesjem, tako, v bistvu, veš, prav take vozačke delajo, mislim, čist noro, res, ne, tako, mislim, ful dobro, pa seveda izolacija, ta filc, ne, 2-centimetrski ovčji filc, noter peč, taka zaprta, zgoraj svetloba, dimnik, vrata, tako da to je res kot neka hiša, ne. In sva rekla, ok, super, zdaj pa v bistvu izberla si najlepše kraje, se pravi, pozimi sva na obali, poleti sva neko meni reki. No, in sva šla tam, ki so slapovi, dvor pri Žužemberku, sem ga kmeta vprašala, a bi mi lahko šotor postavila, ne?
prav ni problema, še fuli bo zadovoljen, tako da si nekaj nenavadnega. Ne. Tam se pa nas ustrojeno na klifih gor. Ne. A res? Ja, ampak po zimi tako nobenega ni, nobenega ne motiš, ne, ker pa pridejo turisti, se pa spet spokaš. Ne. Ker meni je obala, recimo, najlepša po zima, ne, tako polet je tak preveč ljudi. No. Ja. No, tako da se s to juto sva tako se selila, se pravi, sva bila polet ob reki, po zim pa na morju. In tako so enih, ne vem, 8 let na ta način preživljala vikende. Seveda to pomeni tudi, ne, da si moraš tako urediti kompostni WC, poskrbeti za vodo, tako v bistvu minimalizirati svoje potrebe. Ne. In s tem se tudi nekako tako izučiš, kaj zares potrebuješ, pa koliko potrebuješ. Ne. Ja. V bistvu potrebuješ zelo malo. Ne. Tako, recimo, dol na obali sem se tudi tako z 5 litri vode lahko umil, ne, tako, in obril pa to. Čeprav sem malo študiral, zdaj kva bi te prvo naredil. Am se te prvo obril, am se te prvo noge umil, ali kva bi naredil. Gledam, tako, malo je komplicirano, ampak se da, no, tako skromno živeti. Ne. Ja, kar mene fascinira, to dejansko je dom, to je hiša samo za ljudi, ki se skozi premikajo. In to je sem jih tam v Mongoliji, ker sem enkrat, da sem se čez pelil, da sem jih videl in tako nič, pol pa planota in tam enih par teh jurt, pa spet nič. In je bilo tako res fascinantno, ne? Fascinantno in da to funkcionira, si pa ti prvi, ker slišim zdaj to iz prve roke, kako? Zdaj, ker si rekel, da sta se selila med obalo pa čem? Krko? V kolkem času ste pa to postavili? Ali to ste ga postavila, pa sta samo prihajala tja, ali ste ga postavila v petek in podarila v nedeljo? Ne, v bistvu je bilo tako, ja. To je kar bila taka zahtevna, bi rekel, akcija, ne, se pravi, jaz sem s svojim kamiončkom šel dol, prijatelje povabil, da si morali biti vsaj 4-5, ne, recimo zjutraj smo štartali, recimo na obalo, do 5 popoldne je bila jurta narožena na kamionu, ne, smo se odpeljali domov, recimo v Kranj, potem pa naslednji dan pa šli jo postaviti recimo nekam drugam. Tako so izgledale te selitve, tako vikend selitve so bile to. Ne. Se pravi, v 5 urah jo imaš podrto recimo in postavljeno. In vidva ste jo kupila od kod? Ja, v bistvu, jaz sem nekaj časa sem tako, ko sem pač to varianto, jurta, ne, ja? Najprej tako tipično slovensko, ne, to bom jaz sam naredil. In pa začneš knjige nabavljati, ne, in se začneš učiti in ne razumeš, nekih stvari ne moreš razumeti. Ne. In pa vidiš tam v bistvu nek Pacific jurt, neki Američani delajo jurte, ne, in gledaš v bistvu, kako Mongoli delajo jurte, pa kako Američani delajo jurte, ampak Američani ne delajo jurte. Američani so se jurt naučili delati pri Mongolih. Se pravi, zdaj, če jaz hočem odkriti, v bistvu, zakaj oni nekatere stvari spreminjajo, ne, moram priti do dna, do bistva. Do vira. Ja. In se je pojavila prilika, sem spoznal enega Francoza, ki je poročen bil z Mongolko in njena družina je to v Mongoliji pač delala jurte. Ja, prav biznis so imeli, da so delali jurte. Tako, ja. In potem je v bistvu 2krat na leto prišel kontejner iz Mongolije v Francijo, ne. Jaz mi, da sva jurto tam naročila in sva dobila kompletno jurto. Seveda sva mogla pol v Francijo iskati, ne, ampak ja, original mongolsko jurto, ne. In takrat sem pa v bistvu, tako, ko sva jurto uporabljala, sem pa v bistvu videl, da so določene izboljšave, ki jih delamo pač zahodnjaki, ki smo tako bolj intelektualno, ne vem, tehnično, analitični ali kakšni, ne, v bistvu, da to so napake, ne, da ni vse dobro. Kot recimo, kaj bi te, kakšne, če bi recimo kupola. Zdaj, originalna mongolska jurta ima gor v bistvu iz lesa narejen tako v bistvu tak krog, ne, pa razdeljen v 8 delov. Ne. Potem so pa v teh 8 delih pa not okenčka, ne, taka, tudi narejena tako vse na roke, ne, brez pantov, brez tega, to tako prevezana, veš, ne, lukenca skozi recimo okenski okvir, pa lukenca skozi recimo okenček, pa špakca zavezana, ne, pa se tako pač pa odpira, a veš, odpreš pa ga flikneš tako na jurto, ne. No, v glavnem, te moderni pristopi zahodnjaški so bili taki, da imamo mi pa recimo plastično kupolo gora, ne. In to se je izkazalo kot ful problema, ne. Ker potem peč ni mogla biti na sred, ker jo ne moreš speljati dimnik skozi, ne, in s tem takoj pokvariš vse. Ne. Peč si mogel premakniti v obrop jurte
In zdaj v bistvu najbolj idealno je to, da je peč na sredi hiše, ona širi svojo toploto, ogenj na vse strani, lepo je zunaj izolacija, to je tako v bistvu, kot je tudi bistvo same hiše, noter, gradnje. ogrevalno telo, termomasa pa navzven. Ja. No, to je ena taka napaka. Zunaj izolacija, kaj pa je 2 pravzaprav? cm volenjenega, mislim, ovčjega filca. 2 cm ovčjega filca, to je vse. To je vse. Nimajo dvoplastno, recimo, da bi ujeli zrak vmes med 2 plasti nečesa, tako kot Japonci, pa bi s tem izolirali. Ja, v bistvu imajo, ne, ker imaš na notranji strani, prvo imaš v bistvu ta preplet, ta stenski preplet, ne, potem imaš v bistvu platno, pa filc, pa zopet platno. Ne. Se pravi, so njih 3 sloji. Platno, filc pa platno. Tako je. To je tako, ne, v bistvu zanimivo je to, ne, kako hitro se v bistvu toplota ujame, če jo ti vsaj malo zaustaviš. Tako da jurta se je v bistvu v hladnih dnevih, v hladnem podnebju zelo dobro obnesla. Če je bilo pa vroče, je bilo pa problem. Mongolija ni neka blazno vroča dežela, pa tudi zdaj pred kratkim sem šel tam na en informativni sestank z enimi, ki vozijo na te turne smuke. Pa zdaj se ne spomnim točno več, ne Gruzija, ne vem kaj so že. Ne Gruzija, ampak v Kirgiziji ali kje, nekam v glavnem peljejo. Altaj? Ne, pa ni. A ni? Ne. Nekam peljejo, kjer se spi v jurtah. To pomeni dejansko na snegu, mislim, če se da smučati, pa je brez. Ja, jaz sem slišal, da imajo v Švici naselje jurt. Ja, dosti visoko gor v hribih, poleti postavijo jurte, ne, kjer pač jih najameš, si not, ne, pa je pač tvoje izhodišče za po hribih hoditi. Po čez zimo jih pa podrejo, pa dol odpeljejo. In v bistvu, mi da so tako naredili, da sva vedno ta prostor, ki so si ga pač pol nekako v dogovoru z lastnikom pač pridobila za kakšne leto, 2, sva seveda jurto dvignila v tal. Jaz sem naredil najprej lesen podest, na katerega sem pol to jurto postavil. Ne. Ker drugače Mongolijo postavljajo na tla in to ni glih najbolj fajn. No, tako v bistvu je fajn, da si dvigneš malo. Ja, ampak res postavljajo na tla, tako ko gledaš film o Džingis Khanu, tam so tla tapecirana. Ja, to oni imajo neke posebne, ta prvo dajo filce po tleh, ta prvo dajo in polivinil. Ja, polivinil, pa filc, pa ne vem, tepihe, pa ne vem kaj, tako v bistvu malo. S tem s tem malo naložijo, ne, in pol na koncu pa te tepihi, ki jih vidiš, ki so tako lepi. Pa to, ne. Tako zgleda. Ja, ti si pa naredil prav podest spodaj, izolacijo. Pa na podest pol naložiš, kaj naložiš. Naložim recimo toplotno izolacijo, OSB plošče, pa pač filc, tepih, kaj tazga, ne, to pa dosti pogosto menjava, pač, nekaj to se obrabi. Prej si omenil, da je platno. Platno nadomešča zdaj kaj, ker je bilo v originalu kože. A veš, da ne vem. Ker tako mislim, platna verjetno... Ja, jaz mislim, da je bilo originalno so bile kože. Ne. Po moje kože, da je lepo dol tekel. Seveda, sigurno. Ja. Mislim, to je malo tudi tako, veš, ne, jurta je dejansko narejena za mongolsko, pa za Mongolija, Kazahstan sta te dežele, ki imata tako v bistvu najbolj pogoste jurte. In tam je v bistvu dejansko dežja zelo malo. To je tak suh podnebje. Ne? In kad ti to jurto pripelješ tukaj v naš podnebje, se ti že tako po enem letu zgodi ta handicap, ne? Ta platna začne spuščati. Ne? To je tako, v bistvu, tudi kvaliteta je vzhodnjaška. Tudi, ki jo postavljaš, veš, ti tako ful analitično, premer je tak, dimenzija tak gor in začneš to postavljati, ampak jurta se kar sama postavlja. V bistvu, veš, te palčke so tako, ene so čistenke, ene so malo bolj debele, eni vozočki malo popuščajo, eni ne, in pa se, veš, ki jurto postavljaš, tako se ful analitično obnaša, ampak pa se pa ona kar tako, ker usede se tako sama, ne moreš nič narediti, veš, ne. In tudi ni te dimenzije, ko oni rečejo, da je, veš, ne, da je kao 6 metrov, ampak je, ne vem, 5,73, pol naslednje let je pa, ne vem, 10 cm manjša. Tako da, veš, oni ne razmišljajo tako, kot mi, veš, ne. V bistvu zelo grejo tradicijo, nek feeling, nek občutek in tako delajo.
Aha, 6 metrov ne bi bila. Ja, ne bi bil premer. Ja. Ne bi bil premer. Ja, ampak ni. Ne. No, to sem te hotel vprašati, koliko je premer. Koliko je visoka? Ja, na sredi je 3,20 m, pri kraju je pa 1,50 m. Ker jurta gre v bistvu zelo hitro, mislim, Tako, gre ta prvi je vertikalno gor, ne? Pa se tako, mongolska jurta je tipično tako. V bistvu Ni kupol, ampak je vertikalno pa skupaj, ne? Tako, to je mongolska. Medtem ko kazahstanska je pa drugačna. Kazahstanska je pa tako kot en tak buhtelček. Ja, ker ima mečkam drugačen sistem tega pripenjanja teh špirovčkov, ne, na ta zunanji zid. Ne. Pri mongolski se tako, če je to zunanji zid, ne, se potem špirovčki tako direktno not preklapljajo. Ne. Pri kazahstanski so pa tako ukrivljeni špirovci. In se pa tako prevezujejo na zunanji zid. Ne. Okay. In tudi kazahstanska recimo je brez platna, sploh. Je samo filc. Ker ni dežja, nič. Imajo sneg, no, ampak. Ja, tako da je v bistvu prav filc, tako drobno, tako kvaliteten filc, ne, pa še tako v bistvu izvezen z takimi temi ornamenti, pač, ko se temu reče, no, pač njihovimi znaki, rdeče, modri, tako not, z nitjo, narejen ful lepo, no. Tako da, v bistvu prva jurta, ki sem jaz videl v življenju, je bila tukaj v Ljubljani. A res? Tukaj? Ja, v Črnučah. In sicer, slovenski veleposlanik v Moskvi, ne, je bil prijatelj s kazahstanskim veleposlanikom v Moskvi. Ne. In kadar je bila kakšna taka bolj osebna, bolj tako srečanje, je vedno ta ambasador povabil v jurto, ki je imel pred ambasado postavljeno. Ne. In sta bila prijatelja in v bistvu se je temu gospodu, ki je bil ambasador v Rusiji, slovenski, ne, ki se mu je končal pač ta njegovo delo, mu je pač to jurto podaril, ne. Ali pa kako ne. In jo je tukaj postavil v Črnučah. Ne. Sem bil jaz zraven. Nekak nekaj mi je dobo, ne, da jaz nekaj vem o tem. Ne. To je bilo še predne sta vidva. Ja, še predne sta imela svoje. Še pred tipijem. Še pred tipijem, ja. Tako da, ja, tako sem v bistvu kar raziskoval, ne, tako da sem prišel do nekih dejstev. Pa sem šel na obisk enemu Avstrijcu, ki je živel v jurti, ne, da mi je on malo povedal, kako to so njegove izkušnje. No, zdaj pa jurte delajo v Sloveniji, ne, tam v Domžalah nekje, pa tako kar dosti je postavljenih jurt, ne, po Sloveniji. Ne. A res? Zdaj, ja, ker je zelo praktično. Ja. V Domžalah, ja. Čakaj, ampak to, ki si rekel, razstaviti, pa če je tako, kar neki vozelčki pa tako. Zdaj, kje pa si se to naučil? A to ti je prišel kakšen te poinštruirati, ali verjetno ne dobiš printana navodila, ali dobiš print. Mislim, ne vem kako, jaz verjetno, če jo zagledam, enom zdaj vse stav, če res, koliko se rekel, 200 palčk, 300, 281. V bistvu v stenah je 200 palc, pa 81 špirovcev, se pravi teh palčk. Ja. Zanimivo je to, ne? Na sred je krog, ne? Ja. V katerega ti te palčke vtikaš noter, ne? In vsaka lukenca na tem krogu je narejena za tisto palčko, ki jo noto takneš. Ker je palčka narejena na roke. Ja, na koncu je ušpičen. In to je prav noro, in jo boš tudi prav obrnil, kad sam tako not paš. Mislim, neverjetno, res. To je pa res neverjetno. Ja, no, pa so pa še v bistvu tako, ne, Mongoli pol to še vse pobarvajo, te palčke. Ne. Tu ženske tam sedijo ure in delajo take vijugice, raznobarne. Ja, in tudi tvoje so pobarvane? Ne, boh nadej, ne. Sem jaz to videl, sem rekel, dajte, prosim, a lahko ne pobarvate, no. Bom isto plačal. Ja, doplačam. Sem mogel doplačati, ker je rekel, then we need a special quality wood, ne. Ker seveda oni s tem barvanjem prekrivajo, veš, razne take sive, slabe lesove, malo lubadarce pa to, ne. Ja. Zdaj, ki pa to ni bilo pobarvanje, je bilo potrebo to bolj kvalitetno narediti, ne. Vsekakor lepš zgleda jurta, če je samo pač ta les, da imaš ta barvno, bela pa ta barva lesa, ne, kakor pa da imaš zdaj veš, vseš, kakšni so to Kitajci pa Mongolci pa. Zanimivo bi bilo za me na misel prišlo, ki si prej omenil, da tukaj se res naučiš, kaj zares rabiš. Ne. S tem vprašanjem se jaz dostikrat ubadam, sploh če gre tako pri kakšnih projektih v ekscese, pa probam malo nazaj. A si kdaj pomislil, da bi se povezal s kakšnim profesorjem na našem faksu, pa da bi študenti videli, kaj zares rabijo od doma? Mislim, to je dom, se pravi 6 metrov kroga in kaj noter.
Koliko je to v bistvu? 27 kvadratnih metrov se mi zdi, ne? Koliko te manjša garsonjera, 24. Tega ranga. Mislim, tako spodobno to je večje, kot je bila najna garsonjera, v katero so se Zelenko preselile, ker so šle na svoje. Prostor je odličen. To je res v bistvu ta okrogla oblika, ne? In ta konstrukcija, ki jo ti gledaš, ne, po noč, ko se tako uležeš v poslo in upreš svoj pogled v strop, vidiš same une palčke, tako, veš, ki se združujejo v center. Ne. In potem skozi tisti krog na sredini vidiš zvezde gora. Ne. Tako, to je kar odprto. Mislim, steklica so gora, ne. Ta pleksi steklica sem jaz pol dal gora. Ne, veš, ta, v bistvu, pleksi, da že mogo pa zapirati po noči. Pleksi. To so kompromisi, ki jih moramo tudi narediti. Prej si se pritožil, da zakonjaki nekaj po svoje, pa smo ti pleksi steklica dobro. Ne, ampak sej se strinjam. Da ležiš pa zvezde gledaš. To je krasno, res je krasno. Taka posebna energija je noter, jaz tako ful se dobro nosim. Jaz sem upravim stroj za spanje, tako, ne. Takoj, ko stopiš, pa še tako, ne. Moja žena ima rada toplo, ne. In pol tako včasih, veš, za novo leto smo bili s prijatelji noter v jurti, pa smo rekli, ok, do 8. bomo v jurti, pa gremo pa mečken v Piran, pa tako okoli, ne. Ob 10. smo že vsi spali. Ker je ona zahajcala jurto na 30 stopinj, veš, ne, tako, ker naenkrat je bilo so ful vroče in to zmeram naredi, ne, mislim. A še oni tepihi, sediš na tleh, a še una konstrukcija, ki opazuješ tako nekako s temi ponavljajočimi vzorci, tako umirja, una ful toplota, totalna, ne, peč tako na sredini, ne, in je tako res en tak čaroben prostor, ne. In v tej jurti so se tudi dogajale razne take v bistvu zanimive ideje, sestanki, ustanavljale se društva, ne vem, ekovasi, prihajali so taki zanimivi ljudje, recimo, kot je enkrat, recimo, Bojan Brecelj, ta fotograf je tudi doskrat bil tako, ne. Tako fine stvari so se dogajale v jurti, no, tako da, eno obdobje je bil prav tako, bi rekel, prav neka avantgarda, eko-avantgarda se je not v jurti dogajala. To je... To, ki ste jo kupila, tudi ta peč je prišla zraven, ali to kupiš pa ekstra? Peč pa ekstra, ja. Mora biti kaj posebno, ali? Ja, v bistvu, ko malo sem gledal, kaj imajo oni, ne, Mongoli imajo v bistvu kratko spleha narejene neke škatle, take, na nekih nokcah, tako zelo preprosto, ki gor tudi kuhajo, ne. Pa ko mečkaj raziskuješ, predvsem Amerika, je v Ameriki itak vse ful dogaja, ne, tudi jurte pa to, ne. In sva odkrila neke take peči na nogah, a veš, take, ne vem, mislim, da so jih imeli zlatokopi, ki so se dali razšraufati, tako vsako recimo ploščo, vsako stran peči si enostavno razšraufal, si jo dal na konja in si pač šel nekam v ene hribe, pa si jo potem spet sestavil pa zakuril, ne. Okay. No, in to je neko podjetje kanadsko Upland, ne. No, in pa smo ugotovili, da je v bistvu Plamen, Slavonska Požega, tam na Hrvaškem, v bistvu imajo licenco za ta Upland, ne. Tako da imamo tako ful dobro peč, ko sicer so neki jelenčki gor, pa to kva so že, lovski motivi, ne. Ampak peč res deluje hudo, res dobro, ker je drugačen princip, ne. Ker pa ni ponavadi tako delamo, no, ali pa recimo pred 15 leti je bilo predvsem tako, da je v bistvu, ko ti naložiš v peč, ne, zrak prihaja od spodaj. Spodaj so ponavadi te predalčki za pepel, ne, in skozi to prihaja recimo ogenj, zrak v zagorenje do lesa, ne, ja. In vse to, kar naložiš noter, gori naenkrat, ne. Zdaj, tukaj pri teh pečeh je pa drugače, ti dejansko položiš kos lesa na dno peči, ne, in zrak prihaja skozi vratica. In tak krog, ki ga vrtiš na vraticah, ki se drugače odpirajo, ne, skozi katere nalagaš, ne, in zrak prihaja v bistvu od spredaj in kos drva gori kot cigaret, ne, v bistvu, ne. Se pravi, tukaj zrak prihaja in tako tli nazaj, potem je pomeš še pregrada, ne. Se on obrne in gre še enkrat do vrat in še enkrat zgori, potem gre pa nazaj do konca peči, pa skozi dimnik ven, ne. In peč je dolga pol metra, pa taka oska, ne. Tako daš 2 hrastova noter, zapreš, to po noč ni problema. Zjutraj samo z nogo se stegneš do peči, pa tako s prstom odpreš.
Dimnik pa ven. Dimnik pa direkt ven, ja. Pa se verjetno ni toliko dih, da bi se zadušil tudi če. Ne, ker je skozi malo prahaja zrak noter, veš, sploh na tem spoju med lesenim podnom pa med samo jurto, tam vedno malo pihla noter, ja. Tako da Mongoli imajo pol tako v bistvu kar take neke škatle, v kateri ima vsak Mongol svoje stvari, kot neka skrinja, ne. Ja. Potem pa na tej skrinji pa spi, ne. Pa te skrinje tako porinejo v obrob jurte, ne, okrog in okrog, s tem malo zaprejo ta pihanje od spodaj. In tako, taka scena, tak life. Imaš svoje, pa te pa še mogoče pokopljajo v tej skrinji. Vse. Da imaš to, ko se rodiš, dobiš skrinjo, pa to je to. Te spremlja. No, kar res me intrigira to, koliko dejansko malo rabimo za živeti. Koliko sta vidva, recimo, nejdel v kosu preživela v jurti, tako da sta prav živela v jurti, ne da sta prišla čez vikend ali pa za en teden. Sta imela kakšen daljši? Ja, sem imela, ja. Predvsem so bili to v bistvu leta, ko so bile še zime take, kot bi morali biti, no, tako ta pravi zime. Ja. Takrat si pač gradbeniki vzamemo tako v januarju, tako res prosto, ne? Ja. Noben ti desetnar, ki je itak sneg zunaj, pa nič noben ne misli na kakšno zidavo. Ja, so bili tako 3 tedni, mesec recimo, ne? Ja, po zimi recimo, ponovadi v januarju, pa poleti pač počitnice preživljava v jurti, ne? Ampak poleti je tako, 14 dni največ, ne, recimo, ne? Ja. Po zim pa več, ja. Čeprav zdaj pa ni več zim, ne. Ja. Tako da moramo pa še po zim delati. Bogi. Ja. Ja, kar se tega dela po zim tiče, to je ta v bistvu ustanovitelj permakulturnega tega načina razmišljanja, to je bil en Japonec, Masanabu Fukuoka, ne. Ja. Je rekel, po zim mora kmet pisati koane. Pa v bistvu brati knjige, duhovnost graditi, tako, te stvari, a ne. Ja. Rekel, zdaj imajo pa kmetje une semena, so jih kupili, pa te hude traktorje, morajo pa še po zimu koletati, a ne. Ja. Veš, kot je pufe plačati pa to. Tako da ja, v bistvu, fino je, ja. No, mesec je že toliko dolg čas, da to ne moreš reči, če mi pa nekaj ni, bom že potrpel, a ne. Ja. Mesec ne boš trpel, to si boš zrihtal, če te kaj moti. Zato me je zanimalo, ne. Ker da ne bi bil jaz pameten pa rekel, koliko malo rabiš, a ne, pa gotovo, ja, seveda, čez vikend malo rabiš, pa itak priješ, pa imaš. Kje imate pa tle tuš? Jaz mislim, da je to tako, veš, ne, kot ti praviš, ne. To je v bistvu, to je mečkim preizkušanje samega sebe, ne. Ja. Potem pa v bistvu pobeg nazaj v tisti luksus, ki ga imaš doma, veš, ne. Tako da, veš, to je bolj v bistvu tako, da poizkušaš, sprobavaš, a ne, zdaj, jaz si ne predstavljam življenja v jurti. Da bi skozi živel, ne. Ker ne moreš poskrbeti, v bistvu, mislim, dobro, ne moreš, saj potem lahko jurto ti dodelaš, a ne, seveda, če bi zdaj bi se odločil v jurti živeti, ne, tamle v bistvu na Štajerskem je nek permakulturni poligon in tam so Ira Zorko, pa Domen Zupan takrat v bistvu kupili na Češkem eno jurto, tako zelo kvalitetno. So ji naredili en tak prizidek zadaj, lesen, ne, v katerem je bila kuhna, WC, so naredili fotovoltaiko, gretje vode. Tista jurta se je pa že kar približala temu, ne, da bi se dal noter recimo bivati, ne. Dal bi se, samo bi bilo pa treba pač, mislim, ne bi mogla ostati taka čist mongolska, bi moral ji nekaj dodati. Ja. No, ker mogoče tukaj nam tudi klima ni ravno naklonjena za to, da bi tle bival, ker jaz imam en od teh mojih avstralskih mentorjev, ta Peter Stachbury, on je, pač ko je neko to svojo prejšnjo hišo prodal, je kupil tudi neko parcelo in je mislil, ok, si bom jaz zrisal hišo in bo to. Pa je ugotovil, da zase je zelo težko risati hiše, a ne? In so mu to zavlekli, ne trajali. In si je človek postavil šotor, dejansko na nek podest, šotor, ampak to veš, ki so pa te vojaški šotori. Te vojaški šotori. In se je zrihtal, ne, jaz sem bil še takrat, ki je imel to na svoji parceli, ki je še lepo zares gradil hišo, sta z njegovo partnerko tam živela in on pa je tam živel, dobesedno je tam živel in je imel kopalnico noter in je imel neko kuhinjico noter in vse tako.
in sta funkcionirala. Ker je znan arhitekt, on je celo, ni dosegel, ampak očitno so ga, to je tako spimpal, da je bil njegov dom šotor, objavljen v uni prestižni GA, japonski arhitekturni reviji, veš, ki moraš biti res top ali top. Ja. In se prav spomnim, pride ena številka, jaz jo pogledam, ena njegova hiša, druga njegova hiša, Cerk šotor. Njegov šotor. Sem rekel, Peter je pa edini, ki je šotor uspel spraviti v GA, ta General Architecture. Si predstavljam to, ja, to bi se... Je pa res, da to je pri Sydneyju, tam je to malo lažje. Tam tudi ta drug, se Petra in Richard, da si ti spoznal takrat, ker sem jih imel jaz tukaj. No, Richard pa živi v hiši iz v bistvu šperplat. In njegova logika je pa, da tistih par dni, ki ni ta prav vreme, že malo potrpiš, drugače pa to. In on ima okna, ampak nima okna nobenih šip. On pač dvigne, pa zapre. Tudi ena sama miza na sredini, pa ni še tako za neke čumnate, ampak na sredini miza, tisto čez noč umakne, dole si posteljata, zvečer spet pogledam, tako zelo tak life. Zelo preprosto. Ja, ful. Ja. So taki modeli. Pri nas je v bistvu te razmere v bistvu tako ekstremne lahko. Tako, v bistvu, to se tam ne zgodi. Recimo tudi na obali dol, recimo januar, februar je recimo lahko izredno vlažen, megla, taka, nič več. Ja, za Lenko smo bila teden ali dva nazaj, smo šli po tem robu, tam nad Strunjanom, pa smo šla pol še do vode, v vodo. Ni problema. Tako da, evo pa kaj je februar, sredina februarja. Ne bi se nikoli mislil, da greš lahko. Ta šotor je bila dobra varianta, pa v bistvu ta šotor uporabiš kot v bistvu neko začasno bivališče, dokler si gradiš hišo. To je recimo ta varianta. No, jaz mislim, da tukaj pri nas se bolj obnese jurta, ker z vsemi temi plastmi, ker šotor je bil dejansko sam platen. Sam platen in to ne moreš. No, zaradi te vlage, posega tega, pa veliko dežja, pa tako ful teh različnih v bistvu vremenskih pogojev, sem mi da mogla na eno jurto kar dosti dodelati. Se pravi, pol je v bistvu po njih 5-6 letih je dobila cerado na vrhu, ker je edino cerada bila tista, ki nam je lahko omogočila, da ni not tekla, ker če voda skozi platno zamoči v filc, to je ovčji filc, da jen doma smrdi pol to po ovcah, tako da je kar bi štalo prišel. Potem smo začela ta zunanji zid, dol v Kočevju, ki je bila zdaj zadnje leta postavljena, je tako visoka vlaga, da je začel platno zelen ratvati, tako prav zelen. Vsako leto je podrla, pa sem jaz pelal spred z unim vapom, s tem sem seveda tudi to impregnacijo uničil. Zdaj imamo v bistvu tudi zunaj eksperimentirava z neko tako opno, ki je v glampingih, ki pozim glampe pokrivajo s tem, da diha. Mislim, moram reči, da je prišel pač nek trenutek, ko bo treba v bistvu se preseliti v kaj bolj trajnega. Tako, pač zdaj 14 let te jurte, tako da zdaj trenutno imamo kar v garaži, doma tukaj v Kranju. In verjetno bo šla potem naslednje leto na Kras, tako kot da je spet malo primorske vidi, ker zdaj bi 3 leta v Kočevju. Je žena tudi toliko navdušena? Ja, seveda. Če nimaš podpore ženske, žene to pol ni več. To ne gre skozi. Ona je glavni steber tega. Glavni steber. Ja, tudi zadolžena za peč, za ogenj, to je tako nekakva sva dogovorjena. Jaz pač vse tiste štrike porihtam, pa to, ker to je z jurto skozi del, v bistvu, ona je tako, če je v bistvu hladno, se ona, pa če je recimo ful vlažen, ona kar skrb zleze. In vsi štriki kar tako visijo od jurte, pa kar se tako, in moraš iti pol ven in to zategniti lepo, zašponati, pol pa, ki je recimo pa sonce posije, je pa tako našponjeno, da misliš, da je raznesla, tako v bistvu kar dvigujejo, ker okrog ima tri močne vrvi, ki dejansko držita šotor skupaj. In zdaj te vrvi se lahko sprostijo in je pa veliko možnosti, da če bi bil kakšen hud veter, da bi jo podrla.
Če je pa v bistvu ful suh, če je suho, jo pa stisne skupaj, tako da ti se dva stebra na sredini, ki nosita krtko v luftu visita. Ne. Tako da je treba z jurto Aha, ker jo napnejo in jo dvigne. Kot to, vešalo. Tako. V bistvu, ki je un stebr na sled je v bistvu napet, ne, ni, da bi nosil. Zanimivo. Tako je. In pa imaš pač prej si mi vprašal, kje sem te tehnike, teh kako si se naučil, kupaš jurto, pripeleš sem, jaz ne bi znal narediti z njo nič. Mislim, da prvo smo eksperimentalno postavili doma. Ne, da smo se, ampak smo že imela prijatelje, ki so imela sva prijatelja iz Bleda, ki se ukvarja z šivanjem indijanskih šotorov, tipijev. Prav tako originalno. Zato ste imeli najprej tipi. Ja, tako je. In on je že poznal par teh takih fin, kako je treba kakšen voz narediti, kako se zateguje, kako je to. In on je v bistvu kar tako, takrat sem ga povabil, sem rekel, da pridemo to postavimo, da probamo, ne? In on je kar obvladal. Pa še nikoli ni postavil. Prej. Ker zgleda so neki te dognanja nekih staroseljcev, pa ne glede na to, koliko dalj so na razen, zelo podobno. Ja, sej. Kako je to zdaj te piramide, a so to vesoljci, reka Lunam, pa so kaj. Mislim, kot gradbenik, če bi rekel, kako bi lahko postavil zelo visoko stavbo, pa da je zelo preprosto narejena. To je seveda piramida. Ne more biti drugače. In zdaj, če se sprašuješ, kako bi nek vozil, ki bi nekaj držal, pa bi ga lahko spuščal, je vedno to ista, podobna rešitev. Vedno priješ. Mislim, seveda, da drži. Tako je. No, za te piramide, to bo zdaj, če to začnemo, bo tangencialno. Ne, bo čisto odnesen. A si kdaj razmišljal, da bi ti uvažal ali pa delal tlede, ki se vsega tega podstopiš, pa to zdaj obvladaš? Sem razmišljal, pa ne bi. Sem vsem gradbenik, moram druge stvari. Pa to je gradna. V bistvu je neke vrste. Ne, pa praviš, če je veliko vprašanje v Sloveniji, ne bi dosti prodal, to bi moral vse po Evropi šibati. Pa bi pa hitro ugotovil, da je verjetno se jih uvažati, pa si pa že sam preprodajalec, pa že ni več zanimiv. Sem razmišljal nekaj časa o tem, ampak ne, nisem. Sem pač gradbenik, tukaj rabiš neke druge znanja, veš, to bi biti bolj nekva krojač ali kva. Ne vem, v bistvu ta moj prijatelj, ki dela tipije, je bil njegov oče usnar ali nekaj tazga, oziroma ne, veš kaj je delal? Delal je te komate za konje, pa to konjsko opremo. Imel une mašine, take močne. Sedlar. In to je bil ta pravi poklic, recimo, za delati šotore. Da ti nekaj zelo dobro pršiješ, čez zelo debele, več gibe. Ni to gradbeniški del. Ne, se strinjam. Evo. Zdaj pa lahko začneva. Ja, deva.